Pozdravljeni. A verjetno je marsikoga izmed vas zmotilo tisto, kar je videl pri ekipi Cadillac. Namreč leta 2026 v Formuli 1 še zmeraj imamo bolide, ki imajo težave s samimi zavorami. Namreč videli smo preveč odstopov zaradi tega, ker so se zavore dobesedno vnele. Zakaj gre? Zakaj pri Cadillacu ne morejo tako hitro in enostavno rešiti tega? Pa seveda, kot običajno, v naslednjih minutah. Verjetno je marsikdo izmed vas upravičeno začuden, ko vidi na dirkah svetovnega prvenstva Formule 1 leta 2026 ekipo, ki ima takšne, recimo temu, osnovne probleme. Namreč priča smo bili pri ekipi Cadillac kar nekaj odstopom, zaradi tega, ker so se njihove zavore vnele. In vprašanje je na prvi pogled upravičeno. Ali ne znajo napraviti takšnih zavornih košar, ki bodo enostavno ohladile tiste zavore, ki drugače povzročijo začetek požara. In tu je treba poudariti, da pri ekipah Formule 1 zadeve niso tako enostavne, kot morda nekomu na prvi pogled zgledajo. Najprej je treba razložiti, v kakšnem temperaturnem območju delujejo zavore v Formuli 1. Te so iz ogljikovih vlaken, ampak iz drugačnih ogljikovih vlaken, kot na primer šasija. Seveda v osnovi gre za eno in isto zadevo, ampak v resnici vidimo, da so zavore sestavljene res iz ogljikovih vlaken, ki jih skupaj držijo drugačne smole. In da te zavore delujejo, morajo biti znotraj nekega temperaturnega območja. In da si bomo na jasnem, pod 200 stopinjami Celzija približno zavore iz ogljikovih vlaken ne delujejo, ker je temperatura prenizka in ne nudijo tistega upora in seveda zaviralnega učinka. Nato, ko temperatura preseže približno 200 stopinj Celzija, začnejo delovati. Ampak komaj tam nad 350–400 stopinjami Celzija dosežejo tisti svoj pravi zavorni učinek. In seveda vprašanje, ki se pojavlja marsikomu izmed vas, kako se dvigne temperatura zavor? Enostavno z zaviranjem. Bolid, ki doseže določeno hitrost, ima v sebi določeno količino tako imenovane kinetične energije. In ko se zavira, se tudi del te energije pretvori v toploto, ki se shrani v zavorah. Tako da nam je jasno, bolj kot se zavira, višja je tudi temperatura v zavorah. In nekje optimum se giblje med 450 in 500 stopinj Celzija. A da ne bo pomot, na progah, kot je ona v Kanadi, lahko za nekaj trenutkov dosežejo tudi temperature tam okrog 1000 stopinj Celzija. In tu se poraja prvo vprašanje, zakaj pri Cadillacu enostavno ne naredijo večje špranje tam pri hladilni reži in tako bolj učinkovito hladijo svoje zavore. In odgovor ni primarno vezan na zračni upor. Logično je, da večja kot je tista hladilna reža, večja kot je površina, enostavno višji bo tudi koeficient upora na tistem delu bolida. Ampak, če malce poenostavimo zadeve, ukolikor imamo situacijo, kjer mora ekipa izbirati med višjim uporom in seveda zanesljivostjo,
bo zbrala tisto rešitev, ki bo bolidu omogočila, da dirko zaključi. In drugič, kako sploh deluje zračno hlajenje. In v bistvu je tudi tu odgovor sorazmeroma enostaven. Hitreje kot gremo, ponavadi na ravnini, hitrejši je tisti zračni tok, ki gre okrog našega elementa in bolj učinkovito ga hladi. Torej, na ravninah se bodo zavore ohlajale. Ampak tu je drugo vprašanje, ki vam ga postavljam. Ali na ravninah sploh rabimo zavore? V bistvu tam proti koncu, ko so zavore že dodobra ohlajene, se začnejo tisti manevri v ovinke, šikane, menjave smeri, ki zahtevajo zavore. In tu je seveda srž našega problema. Ukolikor ekipa naredi v navednicah preveč učinkovito hlajenje zavor, se lahko zgodi, da se na ravnini le-te ohladijo do te mere, da ne bodo zavirale, vsaj ne v prvih sekundah, kar pomeni, da je lahko voznik dolg ali pa da mora začeti zavirati prej. Zato morajo imeti tisti optimalni kompromis. In kot sem že omenil, temperatura zavor naj bi bila zmeraj nad 200 stopinjami in v tistih ključnih trenutkih naj bi se gibala okrog 400 do 500 stopinj Celzija, da malce poenostavimo. In tu je srž problema pri ekipi Cadillac. Oni znajo narediti zavorne košare, ampak imajo težavo z ohranjevanjem določenega nivoja temperature. Namreč, če bi naredili preveliko špranjo, bi to pomenilo, da bi na ravninah temperatura padla pod 200 stopinj Celzija, kar bi pomenilo, da v bistvu bi vozniki bili brez zavor, kot sem povedal, vsaj v tistih prvih ključnih sekundah. In tu bi rad poudaril nekaj, da so zavorne košare bistveno bolj kompleksne kot samo tista vhodna in izhodna reža. Potrebno je speljati tudi notranje kanale, v tisti pravi smeri, da zadeve delujejo. In zopet smo tam, tu se vidi, kako v Formuli 1 so potrebne izkušnje, je potreben kader, ki ve, kaj počne. Pri ekipi Cadillac so seveda prvo leto v Formuli 1 in mnoge druge ekipe so, na primer, zavorne košare enostavno kupovale. In tu bi vas rad spomnil na nek primer, ki je verjetno marsikomu ušel iz spomina. Sezona 2020. Tista čudna, tista z izjemno bizarnim koledarjem. Takrat koledar ni bil edina bizarna zadeva na štartnem razporedu. Se kdo spomni ekipe Racing Point in njihovega RP20, tistega, ki je bil izjemno podoben Mercedesu dvojni V10 iz prejšnje sezone. Tu je treba povedati, da so bili takrat pri ekipi, ki jo danes poznamo kot Aston Martin, kaznovani. Kaznovani zato, ker so uporabljali zavorne košare Mercedesa, ne da bi bilo to v prejšnjih sezonah prepovedano, ampak tistega dela niso uporabljali, naprimer vsaj na eni dirki v sezoni 2019, kar bi dovolilo uporabo istega elementa tudi v sezoni 2020. In seveda to je tista uradna razlaga, zakaj so pri ekipi Racing Point bili kaznovani kljub neštetim drugim protestom, predvsem strani tovarniške ekipe Renault v tisti sezoni. Ampak vidimo lahko, da kako na prvi pogled nepomemben element, kot je zavorna košara, povzroča mnoge preglavice ekipam, nekaj tako osnovnega. In sedaj, če si predstavljamo, da je zavorna košara poenostavljena, da elementi zavor, kot so zavorni diski, niso nekako tako preučeni, da bodo delovali in da se skladno z hlajenjem lahko takoj pride
do pregrevanja. Namreč tudi zavorniški in zavorne čeljusti zbirajo to energijo v sebi in če se ne ohladijo med enim in drugim zaviranjem, bo seveda temperatura, naprimer iz 450 narasla na 500, na 550, na 600 stopinj in tako naprej. Vsak krog bo temperatura višja. Nato bo seveda prišlo do tega, da bo zavorna tekočina kar naenkrat presegla tisto mejo in videli bomo, kako bo voznik ostal brez zavor. Nato zaradi pregrevanja, ker se bo bolid ustavil, ker ne bo več zračnega toka skozi sistem, se bo takoj vnelo kaj drugega. In tu bomo zopet priča tistemu, kar smo videli pri ekipi Cadillac. Namreč temu, da se bo voznik ustavil, da bo rabil zunanji element kot zid, zato da bo svoj bolid parkiral in da bodo varnostni delavci ob progi planili z gasilnimi aparati pogasiti požar. In torej pri ekipi Cadillac imajo težavo z samo obliko zavorne košare. In čeprav nam, navdušencem, se to zdi sorazmeroma enostavna težava, v resnici še ni tako. Je izjemno kompleksna, kot vidimo pri mnogih ekipah, in zavedati se moramo, da marsikdaj tista energija, tista temperatura samih zavor pomaga pri ogrevanju, naprimer platišč in pnevmatik. Ampak to je seveda že stopnjo višje od onega, kar morajo najprej postoriti pri ekipi Cadillac. Torej, če vam kdo reče, da imajo pri Cadillacu težave s tem, ker se hočejo nekako znebiti višjega zračnega upora, mu lahko mirne duše rečete, da ta posameznik ne ve, zakaj pri Formuli 1 gre. Zračni upor je povezan, ampak tukaj v tem primeru zagotovo ni primarni problem. A toliko o tem za danes. Hvala za vašo pozornost in nasvidenje.